Konec letošnjega leta znamujemo z elementom zrak. Namreč to je še tista naša 4. stranica pravega štirikotnika oziroma kvadrata, ki oblikuje naš program že od leta 2016. Začeli smo z vodo, potem smo nadaljevali z ognjem, lani praznovali naših 70 let z zemljo, letošnje leto pa posvetili zraku. Neverjetno, kako nekako ravno v pravem času, kajti ravno ta zrak, ravno ta čas in ravno ta element je v tem obdobju nekako najbolj pomemben oziroma čist zrak najbolj potrebujemo. Ta teden se je pričela tudi akcija naše skupnosti muzejev Slovenije, torej vseh slovenskih muzejev. Tokrat je ta naprej v preteklost oziroma ta skupna spletna akcija posvečena tudi decembru oziroma tudi prihajajočim praznikom, zato ima še podnaslov Praznični muzej. Torej vabljeni v naš praznični muzej, tokrat samo virtualno, kajti če bi bil to tak pravi, normalen, kot rečemo, december, bi mi v tem času zagotovo opravili že kar nekaj koncertov v tej lepi Viteški dvorani, se večkrat srečali na dvorišču, praznovali na različne načine skupaj, napovedovali nove dogodke in leto lepo zaključili tudi v tej dvorani, ki že od leta 2014 gosti gala koncerte 30.12. Nič hudega. Pomembno je, da sedaj da ostanete zdravi in da pod to podobo zraka razmišljamo o tem, kaj lahko ta podoba nam danes tudi pripoveduje. Naš dogodek je poimenovan po napisu, ki ga ima Apolon, in sicer ki se glasi: v slovenščini hitreje prežene vetrove in oblake. Prizor oziroma alegorija zraka, ki sestavlja zgodba o Apolonu, grškemu bogu, in Eosi, grški boginji Eos, rimski boginji Aurore, ki se na sončnem vozu v golobji vpregi peljeta v zrak oziroma peljeta v nebo. Boginja jutranje zarje, zaščitnica lepega vremena, vedno prebuja nov dan, upodobljena je na sončnem zlatem vozu, sam Apolon, ki je pa tudi bog svetlobe, sonca in pomladi, moralne čistosti in umetnosti, predvsem pa glasbe, pa seveda to zgodbo tudi dopolnjuje. Mi smo sedaj ravno v pripravi, v zaključevanju naše razstave, naše 4. razstave iz cikla 4 elementi zrak. Žal se nam je mičkeno pač vse premaknilo zaradi teh časov, ampak seveda ravno s tem zrakom skušamo vstopiti v novo obdobje, zaključujemo naš cikel in upamo, da vas bomo kmalu lahko tudi povabili naprav na razstavo, ki nastaja tako, kot so vse nastale že v enem osrednjem prostoru, potem pa seveda tudi po različnih prostorih našega muzeja. Naš cikel 4 elementi se zaključuje z elementom zrak, ki prinaša v naše okolje neko posebno glasbo. Zato smo še toliko bolj veseli, da je za to našo razstavo, za ta naš element svojo glasbo oziroma svojo skladbo krajšo prispeval tudi brežiški mlad skladatelj, odličen glasbenik Matjaž Predanič, da je nekako začutil to dogajanje, ki ga prinese ta bog vetra Zefir, prinese oblaki, prinese sonce, prinese Mavrica in seveda tudi vsi mi, ki bomo v to razstavo vstopali, bomo nekako začutili to njegovo zvočno podobo, ki jo je ustvaril prav posebej za razstavo. Danes s to objavo pa jo prvič slišite tudi vsi vi.
V tem tednu, ko muzeji skušamo oziroma čaramo ta praznični čas za vse vas skozi različne programe, smo tudi mi iz Posavskega muzeja pripravili še nekaj malih novičk, nekaj pogledov v naše delo, nekaj naših misli, ki vas bodo spremljali od danes pa vse do nedelje. V nedeljo pa se prične še nas prav poseben nov program, 4 pozdravi, 4 elementi, 4-krat iz naše lepe Viteške dvorane in zelo se veselimo tudi tega druženja. Naša kolegica, umetnostna zgodovinarka Oži Lorber je za razstavo zapisala in potem tudi za publikacijo, tako da ta prizor govori tudi o ljubezni, o zmagi in miru, o zopet najdeni svetlobi in to povezuje tudi s časi, ko je bilo na začetku 18. stoletja življenje malo lepše, namreč končale so se vojne, naprimer naročnik te poslikave, Ignaz Marija grof Atoms, je ravno prišel nekako iz vojne, 16-letni vojni s Turki je sodeloval in njegovo življenje se je potem času umirilo, kupil je kar veliko gradov, uspešen je bil še bolj, kot je bil v preteklosti in tudi to dvorano oblikoval, tako kot mi vedno pravimo, za uživanje, za glasbo, za izkazovanje lepote, za umetnost in kot pravi kolegica Oži Lorber, s tem prizorom tudi za mir in pravi tudi, da so ptice tu zato, da bi s koncertno melodijo ustvarile izjemnost prazničnega vzdušja. In ob tej lepi povedi vam tudi vsi iz vašega muzeja voščimo oziroma želimo, naj bo vaš december prazničen, naj bo kljub vsem omejitvam lep, želimo vam pa tudi, da se kmalu srečamo pod to našo podobo fortune, pod boginjo sreče, ki nam vedno iz tega svojega roga obilja podeli nekaj tistih srečnih trenutkov, nekaj veselih trenutkov, nekaj tistih trenutkov, ki si jih zapomnimo za vse življenje in ki nas poveže s to dediščino, ter nam seveda ustvarja ne samo lepšo sodobnost, ampak tudi prihodnost.